Infodrom začenjamo na Filipinih, ki jih je konec tedna močno prizadel super tajfun Haiyan. Močan veter, ki je pihal s hitrostjo do 380 km/h in povzročil kar 15-metrske valove, je uničil skoraj 80% naselij in vasi. Umrlo je več kot 10 tisoč ljudi, kar 9 milijonov prebivalcev pa nujno potrebuje pomoč. Tajfuni nastajajo v tropskem pasu, zato ni mogoče, da bi taka nevihta prizadela tudi naše kraje. Tajfun Haiyan je nastal nad morjem, ko sta se pomešala topel in hladen zrak ter ustvarila močan vrtinec. V petek je ta velika gmota, v kateri je veter pihal s hitrostjo več kot 300 km/h, dosegla Filipine, državo, ki jo sestavlja več kot 7000 otokov. Oblasti so prebivalce 6 otokov, ki ležijo točno na poti, po kateri se je pomikal tajfun, opozorile, da si morajo poiskati zatočišče. Na Filipinih so namreč hiše precej krhke. Večina jih ni zidanih iz opeke kot pri nas, ampak so narejene na primer iz lesa in drugih lahkih materialov. Močan veter in visoki valovi so zato povzročili res zelo veliko razdejanje. Uničene so hiše, šole, bolnišnice, električna napeljava, telefonske in internetne povezave, izruvana so drevesa, več kot 10 tisoč ljudi je umrlo. Preživeli nimajo ne hrane, ne pitne vode. Hinihingi lang namin dito sa Tacloban, yung anong dapat ibigay sa amin, ibigay na wag lang idadapas. Relief good dito, pagkain, damit. Reševalci se zaradi porušenih cest in letališč le s težavo prebijajo do ljudi, a se trudijo, da bi jim pomagali. Filipinom je priskočilo na pomoč veliko držav, ki tja pošiljajo reševalce, zdravila in zaloge hrane. Poskrbeli bodo tudi za otroke. Na območjih, ki jih je prizadel tajfun, jih živi kar 1,7 milijona. Tajfun se je pomikal naprej prek Vietnama do Kitajske in po zadnjih podatkih je tam umrlo že več kot 10 ljudi. Tudi tam je povzročil veliko škode, okoli pol milijona prebivalcev pa je zapustilo domove in se preselilo na varno.